Podeželje je spet prišlo v celjsko mestno središče. V Celju odprli novo otroško igralnico. V celjski umetniški četrti so pripravili tradicionalno umetniško tržnico. Rogaška v prihodnji sezoni ne bo tekmovala v drugi ABA ligi. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Minuli konec tedna je celjsko mestno središče po daljšem premoru zaradi epidemije znova zaživelo. Zavod Celeja je namreč pripravil tradicionalno prireditev Podeželje v mestu. Na stojnicah so se tako znova predstavili ponudniki izdelkov s kmetij, rokodelci in ustvarjalci domače obrti. Potem, ko je mestno središče med epidemijo kar nekaj časa bolj samevalo, se je življenje zdaj, kot kaže, že skoraj vrnilo v ustaljene tirnice. Tudi sobotno dogajanje priča o tem. Odločili smo se, Zavod Celeja Celje je zadolžen za dogajanje v mestu in glede na to, da je ta prireditev Podeželje v mestu res že tradicionalna, vsebina prireditve je tako naravnana, da v bistvu se ljudje ne zadržujejo v skupinah, ampak samo prehajajo oziroma obiskujejo stojnice, se pravi, ni neke večje skupine ljudi na kupu, tako da smo se odločili, da bomo vseeno zadostili tem zahtevam, ki so sedaj trenutno v veljavi, pa da damo po drugi strani spet možnost razstavljavcem, da pa le pridejo, se pokažejo in da prodajo tudi kakšno stvar. Ponudba je bila tokrat skoraj bolj pestra kot pred epidemijo. Zdaj ne vemo, ali je res ta korona naredila svoje. Pridružilo se nam je danes kar 40 razstavljavcev iz celotne Slovenije z zelo pestro ponudbo. Kakor vidite, imamo vse od hrane, meda, pijač, keksov, skratka ročnih izdelkov, unikatnih. Tako da jaz mislim, da se bo danes našlo za vsakega posebej kaj zanimivega. Sem recikliran džins nekako želela uporabiti še naprej, ker je trpežen material, pa malo z mislijo na varovanje okolja, tako da nastajajo različne drobižnice, toaletke, peresnice, ki jim dodajam ročno vezenje. Zato, da je spet malo več ročnega dela in manj tega strojnega oziroma tovarniškega. Ponujam zeliščne zvarke, jaz temu rečem, torej vse, kar narava ponudi, poskušam na čim več načinov predelati, pridelati, pobrati, nabrati in ponuditi. Se pravi, ponujam vse, kar krepi telo in nekako duha in tudi primerno trenutni situaciji, ker sem prepričana, da nam narava nudi vse, kar potrebujemo. Tako ponudniki kot obiskovalci so, kot je bilo videti po dobrem obisku, torej komaj čakali, da se znova srečajo v mestu. Z veseljem vidim zopet živahno mesto in mi daje neko upanje, da se mesto prebudi in da se zopet vrne ena ta radost in utrip mesta takega, kot si želimo in takega, kot smo navajeni. Ne gre samo za prodajo trenutno, ampak gre za to, da se odzivajo, da nas pogledajo, da nas zopet sprejmejo in da se navadimo, da je to en del kakih sobotnih dopoldnevov in ne samo posedanje po kavarnicah, ampak da se tudi malo kaj pogleda, izobražuje, ker mi nismo samo zato, da prodamo, ampak tudi smo neke vrste, jaz tudi delaš promocijo, ljudem svetuješ, pomagaš in tako naprej. Sem zadovoljna z odzivom. Kot smo lahko slišali, pa je marsikdo tudi čas epidemije izkoristil za ustvarjanje. Je bilo bolj stresno, ampak je bilo pa več umetniškega dela, tako da smo imeli več časa pripraviti se, pa se bomo zdaj predstavili v večji meri, tako da v bistvu izkoristili čas. S Podeželjem v mestu so se torej prireditve vrnile v mestno središče. Na Zavodu Celeja pripravljajo tudi tradicionalno poletno dogajanje. Mi smo pripravili tudi program za poletje v Celju, ki je seveda zelo prilagojen. Ni v takem obsegu, kot smo to delali leta poprej. Pripravili smo ga nekako v mehkih vsebinah, ravno s tem namenom, da lahko ljudje pridejo, ampak ne v tako velikem številu, oziroma da lahko tudi prehajajo z prireditve na prireditev. Tako da poletje v Celju tudi bo, program je že v izdelavi, se pravim, trudimo se, probali bomo izpeljati čim več. Že v četrtek pa znova vabijo v mestno središče, saj pripravljajo dogodek Čarobnost mestnih trgov, tokrat na Krekovem trgu z modno revijo. Na Ipavčevi ulici v Celju so pred kratkim odprli otroško igralnico, ki je namenjena otrokom do 3 let starosti.
Za odprtje igralnice so se odločili predvsem zaradi tega, ker je razvijanje motoričnih sposobnosti in spretnosti že pri najmlajših izjemno pomembno. Igralnica v Celju je nekaj novega, predvsem za tiste najmlajše otroke v starosti do 3 let. Motorične dejavnosti so namreč zelo pomembne v tem obdobju. Tako je, čisto pomembno je, da čim pri najmanjših že začnejo osvajati te vrline, zaradi tega, ker pač se pravi, čim prej da osvojijo te stvari, toliko lažje je osvajanje drugih stvari v življenju, kar se športa ali pa drugih stvari tiče. Tako da ja, je pa načeloma zdaj to igralnica za ta mičkene, ker enostavno primanjkuje prostora za take male, sploh na splošno v Sloveniji, vse posod so postavljena igrišča zunanja, bilo kaj so namenjena malo večjim že, ki jih prehitijo pri teh zadevah, pa se enostavno bolj izrinjeni iz tega, tako da en kotiček samo za njih. In zakaj sta se Rok in Tjaša odločila za ureditev igralnice na Ipavčevi 24 v Celju? Čisto z tega namena, da se čisto malim otrokom omogoči gibanje, osvajanje motoričnih, senzoričnih spretnosti, motorike, ravnotežja, ki je zelo pomembna za kasneje, za razvoj v življenju, pri športu, dejavnosti, poklici, karkoli, vse posod pride. V igralnici imajo otroci možnost, da so popolnoma samostojni, zato jim je prilagojen tudi stranišče, torej imajo otroški WC, za manjše otroke, ki nosijo še pleničke, pa seveda previjalnica. Ostalo pa je otrokom na voljo torej za razvijanje motoričnih spretnosti, poligon iz blazin, plezalna stena, bazen z žogicami, ki je trenutno tudi najbolj popularna aktivnost tukaj, in pa potem še številne druge igrače. In kaj lahko v igralnici počnemo oziroma kdaj lahko tja pripeljemo svoje otroke? Igralnica je odprta vsak dan od ponedeljka do petka med 9 in 17 uro. V njo lahko pridejo starši, kadar želijo, ne potrebujejo predhodne najave za obisk, tako da prosto dostopno. Bojo pa še potem se razvijale posamezne druge aktivnosti v igralnici, nekaj jih je že na voljo, nekaj jih bo še prišlo v prihodnjih dneh, tednih, mesecih, za tiste pa bo potrebna predhodna najava potem. Imate pa tudi organiziranje rojstnih dni, ne? Zaenkrat nudimo najem igralnice za najem za praznovanje otroškega rojstnega dne. Trenutno smo za to rezervirali vikende, torej sobote, in pa če bo večje povpraševanje, potem še tudi ob nedeljah. Več informacij o igralnici Piki Baby v Celju najdete tudi na Facebook in Instagram profilu Piki Baby. V umetniški četrti Celje je kulturno-prosvetno društvo Svoboda iz Celja pripravilo zdaj že tradicionalno umetniško tržnico. Na njej so člani društva ustvarjali na temo Celja in podeželja, k sodelovanju pa so povabili tudi mimoidoče. Kot je bilo slišati, so umetniki komaj čakali na ponovno druženje na prostem, saj v času epidemije ljudem niso mogli pokazati svojega znanja in izdelkov. Zdaj že delamo to v bistvu tretjič, tako da vedno to nekje sovpada v poletju v Celju, in seveda kulturno-prosvetno društvo Svoboda Celje pokaže, kaj dela, pridemo iz naših ateljejev, pokažemo se na izven, povabimo ljudi, da sodelujejo, in seveda probamo biti tu čim bolj ustvarjalni. Tu sodelujejo vsi naši člani, seveda je pa ta umetniška tržnica v bistvu odprtega tipa, kar pomeni, da smo imeli veliko recimo enih mimoidočih ali pa recimo enih, ko smo jih povabili. Bilo je veliko otrok, naprimer tudi danes, ki so ustvarjali, slikali, delali iz gline, tako da sem zelo vesel, da je projekt uspel. KPD Svoboda je lani praznovalo 100-letnico svojega obstoja. O njihovem delu skozi 10 desetletij smo lahko veliko izvedeli na posebni razstavi v Muzeju novejše zgodovine Celje. Tokrat pa so umetniki ustvarjali pred očmi javnosti in nastalo je kar nekaj zanimivih del. Zelo smo veseli, da smo se zbrali tukaj, ker smo 3 skupine oziroma 4 in tukaj se dobimo vsi skupaj. To je vsaj enkrat na leto, drugače imamo pa delavnice, imamo pa vsak teden, vsaka skupina en dan. Ne. To je druženje, v glavnem druženje in ustvarjanje obenem.
Tokrat je umetniška tržnica potekala ob dogodku Podeželje v mestu, zato je bila tudi tematika povezana z njim. Tu smo se seveda z Zavodom Celeja dogovorili, da nekako to recimo sovpade. Seveda ta naš projekt je tudi podprla mestna občina Celje. Seveda na temo Celja vedno ustvarjamo, to je polnih enih vedut, motivov iz narave tudi, tako da v tehniki akrila, olja, akvarela smo probali zavzeti to motiviko in seveda na koncu bomo tudi v Celjski kulturnici predstavili ta dela. Jaz sem se podala v akvarel, malo v nastajanju trenutno, ampak do naslednjega, do časa otvoritve bo gotovo. Nekaj takega za prosti čas, copate, poletne copate, bose noge, tako, da se malo sprostim. Kaj pa sicer najraje slikate? Pokrajine, pa šopke tudi, pa ljudi, vse, samo voljo moram imeti. Dober odziv je razlog, da bo umetniška tržnica doživela še 4. izvedbo. V Svobodi pa želijo, da bi jo lahko pripravili tudi večkrat letno. Košarkarji Rogaške v prihodnji sezoni ne bodo igrali v ligi ABA 2. Vodstvo kluba je takšno odločitev sprejelo zaradi tveganja, zaradi morebitnega ponovnega izbruha virusa COVID-19 ter izpada določenega dela sponzorskih sredstev. Rogaška je v ABA ligi 2 igrala v zadnjih 3 sezonah, v lanski je bila pred prekinitvijo tekmovanja celo blizu uvrstitvi v končnico. Po besedah predsednika kluba Kristjana Novaka se bodo v klubu skušali prilagoditi novi situaciji in poiskati morebitne rezerve. Zagotovo bodo cilji nekoliko nižji kot zadnja leta, moštvo pa precej pomlajeno v primerjavi z zadnjimi sezonami. Od slovenskih predstavnikov je tako tekmovanje v ABA ligi 2 potrdil le domžalski Helios, Cedevita Olimpija, Krka in Primorska pa imajo glede na lansko sezono pravico nastopa v ABA ligi 1. Jutri dopoldne bo oblačno z nekaj dežja, popoldne pa se bo oblačnost od zahoda trgala. Nastala bo še kakšna krajevna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 17 do 22, na Goriškem in ob morju okoli 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. To so bili torkovi dogodki dneva na televiziji Celje. Hvala za pozornost, prijeten preostanek večera, imejte se lepo in nasvidenje.